Samostojna od leta 1990, po stoletju nemške in južnoafriške nadoblasti, tudi genocida nad lokalnimi plemeni in apartheida, velika za 40 Slovenij, a z manj kot 3 milijoni prebivalcev. Druga najmanj naseljena država na svetu. Ko zapustiš moderno prestolnico Windhoek, je pred tabo samo še prostrana pustinja, ki vode ni videla že mesece. A je to vseeno ena najbolj fotogeničnih dežel sveta. Dobrodošli v Namibiji. V osrčje puščave Namib. O asfaltnih cestah samo še sanjaš, namibijska masaža pravijo, kot je tresoča vožnja več kot 300 km proti jugu vodi proti Sesrijemu. Ta je izhodišče za puščavsko avanturo v Sossusvleju. Hladne noči, pesek v šotoru in med zobmi se pozabi, spomini na sončne zahode in vzhode na rdečih sipinah ostanejo za vedno. Gre, a? Aha.
sončnem vzhodu na sipini 45, seveda peš do vrha, zdaj sredi puščave Namib, Dead-Flay, nekoč močvirje. Flay pomeni močvirje, so pa za reko, ki je tu ponikala, ostala ta drevesa, 900 let stara, ozračje je tako suho, da so olesenela, res fotogenično. Tu pod najvišjo sipino, 325 metrov, Big Daddy. Šele s preletom s cestno dojameš, kako mogočno in prostrano je to morje peska, a ni neskončno. Nekaj severneje je Namib bolj kamnit. Jutranji pozdrav prvih žiraf na potovanju, nato pa prek rakovega povratnika, tudi skozi globoko sotesko, ko se znova presenečen, da je tu nekoč tekla voda, še enkrat 300 km in več prek Namiba, do morja. Na atlantski obali pa, kot bi nekdo ugasnil sonce.
Namibija ima prek 300 sončnih dni na leto, a ne na stiku hladnega, vlažnega morja in suhe, vroče puščave. Flamingi in tjulnji se za neprijazno vreme ne zmenijo. Swakopmund, ki je ohranil največ nemškega značaja, je eno redkih mest na obali. Ker je ta tako negostoljubna, poimenovali so jo Skeleton Coast, obala v kosti zaradi nasedlih kitov in ladij, so ta del Afrike kolonizirali šele konec 19. stoletja.